Lepo pozdravljeni. Danes sem spredal nova popotniška oddaja oziroma popotniška zgodba, ki nosi naslov Z družino po Združenih arabskih emiratih. Potekala bo v dveh delih oziroma dveh epizodah. Oddajo organizira Popotniško združenje Slovenije v partnerstvu z Mladinskim kulturnim centrom Maribor, moderiran pa je Otilij Nipič. Z nami je tokrat izkušena svetovna popotnica in prostovoljna novinarka Popotniškega združenja Slovenije, to je Mateja Mazgan-Senegačnik, ki nam je v preteklosti že svetovala glede potovanj z družino in z majhnimi otroci. Prav tako pa smo se skupaj podali odkrivati in raziskovati lepote švicarske dežele. Tokrat se selimo na Bližnji vzhod, v že omenjeno hitro rastočo puščavsko državo. Tako da, Mateja, dobrodošla, lepo, da si ponovno z nami. Pozdravljeni. Za začetek nam lahko poveš, kako se je pot začela in kaj je bil poglavitni motiv za obisk Združenih arabskih emiratov? Tako je, da jaz nikoli nisem razmišljala, da bi tja sploh kdaj potovala, je še ogromno drugih držav, katerim bi dala prednost. Ampak se je pojavila želja moževe babice, ki je seveda kot mnoge ostale gledala razne oddaje na televiziji in je med drugim seveda gledala tudi eno oddajo o Združenih arabskih emiratih in je bila to njena velika želja. Njegova babica je letos dopolnila že 90 let, mi smo bili torej lani v njenem 89. letu. Je pa v bistvu njen začetek tak, da ona nikoli prej sicer ni potovala, potem pa je, ko smo midve z mojo, sedaj je že žal pokojno omo, veliko potovali, smo enkrat vzeli zraven na potovanje v Kanado pa Združene države Amerike in se je zelo dopadlo. Potem je z nami tudi odpotovala na Karibe in potem je začela izražati svoje želje in je enkrat recimo izrazila željo, da bi poletela s helikopterjem okoli Triglava in potem kmalu zatem pa je padla ideja, da bi pa šli v Emirate. No, in pač smo rekli, nič bomo njej ugodili in pač gremo tja, kamor mi sicer sploh nismo nikoli planirali, da bi šli. Tako da smo kupili letalske karte in seveda gledali smo na ceno, zato se že na tej fotografiji vidi, da smo morali vmes na letališču, in sicer v Turčiji, počakati kar 8 ur. Torej leteli smo iz Zagreba za Turčijo in ker smo tam čakali ponoči 8 ur, smo kar poležali na tleh, malo tudi na stolih in tako počakali let dalje. Na tej Moram reči, da točki, se noben ni pardon, kaj da te preveč. prekinjam, Mateja, samo Ja. vse gledalce in gledalke pozivam, da lahko postavljajo prosto vprašanja in komentarje, mi pa bomo poskušali na njih odgovoriti, tako da Ja. in lahko nadaljujemo s predstavitvijo. Skratka, noben od nas se ni bunil, da smo pač tam ostali 8 ur, smo vzeli to kot del tega in potem, ko smo prišli seveda že končno v Emirate, leteli smo v Dubaj. Tam je nas pričakal že najet avto. Mi smo preko interneta zaradi otrok in zaradi starejših oseb nekatere stvari naprej planirali, kar jaz pač včasih nisem toliko počela. Torej, ker nas je bilo na poti kar 8, mi štirje, torej mož pa najina otroka, pa torej njegova babica, pa moja mama in pa še od moža starša. Torej smo mi rezervirali prej avto in pa najeli tudi eno tako vrstno hišo v okolici Dubaja. Ko marsikdo reče, kako je drago, bom rekla, treba se malo znajti, ni tako drago, mi smo to prenočišče našli, če se ne motim, je bila cena nekaj čez 600 evrov za ves teden, je pa res, da je pač okolica Dubaja in moram reči, da je bilo vseeno zelo prijetno, vidite, da je tukaj tudi bazen, pač v ozadju vidite te vrstne hiše, čisto okej za prenočiti. Tudi čisto je bilo, kuhinja, vse je bilo tukaj in smo pač potem vsak dan potovali. Torej, na če vas je drugi bilo konec. 8, pa za 600 evrov za en teden, je to zelo ugodno, ne? Ja, je Se zelo splača ugodno, je tudi pa najem res, da avta. mi smo bili v zimskih mesecih tam, ker je seveda poleti tam preveč vroče, ker pridejo temperature tudi do 50 stopinj. In smo zato rekli pozimi in smo imeli temperature take 20, 25, ravno super, odlično. Torej, ja, najeli smo pa tudi avto. Cena tega je bila okrog, če se prav spomnim, 450 ali tam nekje evrov.
In smo seveda tudi gledali malce na ceno, malo iskali sem in tja, najeli sicer en ugodnejši avto, ampak pol smo imeli pa izredno srečo, ker tistega avtomobila po njihovi napaki ni bilo več, da smo mi dobili bistveno boljši avto za isto ceno, ker za tega bi odšteli vsaj enkrat več, če ne še več denarja. Tako da smo pač tukaj res zelo fajn prišli skozi. Tudi na fotografiji lahko Tako da vidimo, smo- katero vozilo ste prejeli. Tako da je bilo Ja, bolj zdaj ne luksuzno vem, že, za ne, katero potovanje. znamko, ampak ja, bili smo zelo zadovoljni, no. Skratka, vsi smo bili v enem avtu, to je bil pač naš pogoj, ne, mislim, Mhm. mislili smo, da bomo imeli dosti slabši avto, imeli smo pa res luksuznega. In tako smo mi potem potovali vsak dan nekam drugam. In kako smo zdaj to planirali? Jaz sem rekla, ker pač so zraven tudi starejše osebe, da je treba malo planirati in sem naredila izlete, ideje za izlete in smo se potem sproti odločali, kam bomo kateri dan šli. In sem pri avtu bi še samo mogoče to omenila, da je nujno potrebno imeti mednarodno vozniško dovoljenje. Tako da, če bo kdo najemal avto, če ga nimate, se ga tam ne da dobiti. No, tako da smo potem šli na izlet v Al Ain. To je eno mesto, ki je čisto blizu Omana. Je pa zanimivo mesto zaradi tega, ker ima več oaz dateljevih palm. In tako smo rekli, bomo si šli eno ogledat in seveda babica je že precej v letih in si ne moremo privoščiti, da bo ona zdaj 2-3 ure hodila nekje po dolgem in počez in smo si najeli kolesa. Taka kolesa, 4-kolesnike dejansko, na katerem se lahko peljeta 2 odrasla, pa lahko tudi en otrok zraven. In tako smo si mi lahko eno izmed teh oaz lepo v miru in na zelo zabaven način tudi ogledali. Izgleda pa tako, da obadva sva v bistvu šoferja, obadva vozita in je res zabavno doživetje. Te oaze so zelo lepo urejene, vstopnin ni, je pa najem enega takega kolesa nekje okoli $20. Kaj je še bilo zanimivo v teh oazah, da smo se pač mes lahko kjerkoli ustavili in smo potem šli tudi malo peš not med te dateljeve palme in tudi pokusili te njihove plodove, ki so dejansko tako sladki kot tisti, ki jih mi kupimo v trgovinah in so tudi taki okus. Tako da ne vem sicer, ali so tisti v trgovinah še dodatno sladkani, ampak bi rekla, da je to čisto nepotrebno. Zdaj pa, kako da so te oaze tako zelene? Tukaj, kot vidite, imajo speljano vmes vodo, ker Emirati imajo res zanemarljive količine sladke vode, tako da oni to vse namakajo in zato te oaze zelo, zelo odlično uspevajo. Imajo pač te kanale za vodo in potem to vse oni sproti namakajo. Na teh fotografijah, pa to, kar si povedala, da ste lahko najeli ta kolesa, no, lahko vidim, da so Ja. zelo dostopne turistične atrakcije, ne? Torej še posebej za starejše in tako naprej, da se lahko res z družinami podamo pač v takšne kraje. Moram reči, da še nisem doživela, da bi kje bilo tako prijazno za starejše in tudi takoj ponudijo kakšen invalidski voziček, če vidijo, da kdo težko hodi. Skratka, zelo, zelo razvito in zelo, zelo prijazni za starejše, za invalide. Res super. Dobre storitve No, v torej. Al Ainu pa smo se podali potem tudi v center, pa do ene take trdnjave, kjer smo potem že bili v stiku s temi njihovimi domačini. In si seveda to tudi malce ogledali. Ni bilo nobene vstopnine tukaj in kaj je pač mogoče zanimivo, da so bile te stare stavbe takrat zgrajene v neki kombinaciji s tem peščenjakom pa tudi s palmami in je pač, mislim, zanimivo tudi za pogledati. Moram pa reči, da je zanimivo, da tem v Al Ainu tukaj je bilo toliko malo turizma, zelo malo turistov smo srečali. Glede na to, da jaz mislim, da Evropejci večinoma tja hodimo v tem hladnejšem delu leta, kakor pa poleti, ker je tukaj res ekstremno vroče, lahko v poletnih mesecih.
Vidite, da smo vsi bolj v kratkih rokavih, kratkih majicah, kar nam je zelo prijalo. Iz Slovenije smo odšli z bundami, tja pa smo prišli potem seveda v to toplo podnebje, pa smo morali takoj dati kratke hlače in kratke majice na sebe. Hiter preskok. Ja, ja, je kar, sploh zanimivo za otroke. Otroka sta bila, zelo, zelo navdušena. Skratka, v tem Al Ainu smo si mi želeli podati še na en, razgledni vrh, do koder se lahko pripelje z avtom, ampak žal nismo mogli takrat, ker je bila celo neka, kolesarska dirka. Tako da smo žal morali tisti vrh izpustiti, ampak smo bili tako trmasti, da smo se mi potem še enkrat kasneje, čez nekaj dni vrnili sem nazaj, da smo pač lahko se podali tja na tisti vrh. Eto, tako smo se z veseljem malce fotografirali zraven teh ljudi. Moram reči, da smo imeli zelo dobre izkušnje z domačini, vsepovsod so nas dobro sprejeli, kogarkoli vprašaš, ti pomaga, zelo so tako, dostopni za turiste. Ja, tole pa kot zanimivost, seveda tam vidiš take in drugačne drage avtomobile in sploh, babica se je zelo rada fotografirala zraven takšnega ferrarija. Ja, verjetno načrt, da No, ko smo naslednjič se pa najamete vračali, takšno vozilo. prosim? Verjetno Ja. načrt, da naslednjič najamete takšno vozilo, ne? Torej športni Ja, avto. možno tudi kdaj. No, ko smo se pa vračali, smo šli potem pač po drugi cesti, da smo čim več videli, ampak je tako, da ko se voziš okoli po Emiratih, ugotoviš, da je povsod skoraj isto. Puščave, neskončne puščave in, ko smo se peljali potem po drugi cesti nazaj, sem jaz skozi gledala, kje je kaj zanimivega in malo spremljala. Aha, internet smo imeli, tako da smo bili tudi ves čas, smo lahko spremljali, kakšno bo vreme, kaj je na cesti in tako dalje. Zakaj? Zato, ker ko pristaneš v Emiratih, ti oni dajo svojo kartico telefonsko in imaš tudi nekaj, prenosa podatkov. In ker nas je bilo toliko, smo imeli seveda več kartic in potem, ko smo eno izpraznili, smo dali samo drugo v telefon in smo spet imeli normalno internet. Čeprav za navigacijo sem jaz imela eno aplikacijo naloženo, mislim prav, karte za Emirate, tako da tiste nisem uporabljala, teh mobilnih podatkov za navigacijo, sem pa uporabljala te mobilne podatke za vse ostale zanimivosti, kaj si ogledati. No, in ko smo potovali po drugi poti nazaj, smo vmes videli, da obstaja tam ena neka vas v puščavi in da je zelo zanimiva, ker ji pravijo, da je vas duhov. In mi smo prvo mislili iti sami z našim avtom tja, čeprav smo imeli res tak avto, da bi verjetno prišli, ampak smo vseeno tam se raje pogovorili z enim domačinom, kateri nas je nabasal odzadaj gor na kripo, babico spredaj in nas je peljal ene 10 minut v puščavo. Takole smo se peljali gor na tej kripi. Potem smo mu sicer dali nekih 30 evrov ali nekaj takega, toliko pač v zahvalo, da nas je tja zapeljal, čeprav ni on bil tam zato, da bi še posebej nekaj kasiral za to. Skratka, povedal pa nam je potem tudi o tej vasi. Gre za eno vas, kjer so dejansko ljudje včasih normalno živeli in potem so ljudje tam začeli verjeti, da v tej vasi straši, da so se tukaj naselili duhovi. In ljudje so se začeli iz te vasi izseljevati. Oni so bili pač prepričani, imeli so občutek, da je nekdo, neki duh tukaj zraven njih v tej vasi. Skratka, vas je danes predvsem zaradi tega zanimiva za obiskovalce, ker je zasuta oziroma delno zasuta s peskom in lahko hodiš po vasi, lahko greš notri v njihove stavbe, si ogledaš, saj vidite, da se vidi še od stropov, imajo polno teh rožic in vsega. Res, zanimivo za pogledati. In pa tudi sama ta puščava pa hoja po puščavi je bilo tako lepo, prijetno doživetje. Torej, Otroka so lahko rečemo, neizmerno da, uživala. da se je dejansko na podlagi zgodbe o duhovih spremenilo to v mesto oziroma v tem primeru vas duhov, ki jo tudi lahko kot zanimivo ponudbo, no, turisti obiščejo. Ja, turisti lahko obiščejo in, tukaj imajo tudi en beduinski šotor, drugače pa smo mi bili tukaj edini turisti takrat. Mogoče se bo to še bolj turistično razvilo, ampak zaenkrat, ni videti, da bi bil neki naval tukaj. Je pa še tako, da sem jaz tudi zgolj slučajno našla, to vas, ker ko sem iskala malo te zanimivosti Emiratov,
ti to seveda ne prikaže kot eno bolj zanimivih stvari in pa če je to bolj naključno, da smo šli sem, mi pa nikakor ni žal, ker je bilo res zanimivo doživetje. Eto, še Že ena to, da, naša skupna že to, da še ni fotografija. v okviru turizma razvito, tudi samo po sebi privlačno, ne? Ja, Ko je tako zapuščeno, oziroma ko je nekaj, kjer si res sam, oziroma kamor te samo lokalno prebivalstvo lahko napoti, ne, oziroma v vašem primeru pripelje. ja. Je res to zanimivo, ko si je še potem malo bolj v stiku z domačini. Eto, s tem avtom pa nas je on lepo zapeljal do tja. Pa smo tukaj še doživeli sončni zahod. Eto, še enkrat za našim avtom. Eto, kot sem rekla, otroka sta v puščavi neizmerno uživala. In seveda sta si tudi želela puščavo še doživeti, zato smo se potem naslednji dan odpravili še do kamel. Sicer smo jih videli večkrat kje ob cesti in je res fajn, ko potuješ z svojim avtom, pač se lahko kjerkoli ustaviš, če ti je nekje všeč, če kamela pride kje do ceste, se ustaviš, jo lahko pogledaš. In potem smo šli prav do enih, kjer imajo te trekinge s kamelami. Otroka sta si seveda želela jezditi kamelo, tako da smo se potem tudi mi štirje odpravili na eno krajšo turo s kamelami in je bilo sploh za otroke res tako nepozabno doživetje. In ko smo ravno bili tukaj, so nam ponudili še tole, vožnjo z bagijem. To pa je res še bolj posebno doživetje, zato ker ga dejansko voziš sam. Pred tabo se pelje vodnik, zato da ti pač veš, kam peljati, da ne bi kam se nekje izgubil v puščavi ali karkoli. In potem pelješ za njim in on pelje precej hitro in če on vidi, da ti njemu slediš s tisto hitrostjo, pač on pelje res zelo hitro, no, tako da je bilo tako precej adrenalinsko doživetje. Sta se pa peljala seveda tudi babi in dedi, torej starša od mojega moža. In res nepozabno doživetje. Ja, tudi tole revico smo srečali med z zvezanimi nogami, da ne more kar zbežati. Torej ste prepotovali puščavo na vseh različnih prevoznih sredstvih, oziroma vse različne načine, Ja. od terenskih vozil do Eto, takle, kamel. ja, takle pa vozi spredaj ta vodnik, on je sicer na štirikolesniku in ko se zapelje gor na kako sipino, dejansko sploh ne veš, kaj te čaka na drugi strani, ko prepelješ s tako hitrostjo. So pa vmes potem tudi ustavili, da smo se mi lahko fotografirali s kakim lepim razgledom. Seveda so ostali en taki lepi spomini. No, tukaj pa še babi in dedi, ki sta tudi uživala. No, in potem smo se dan zatem odpravili proti Abu Dhabi. Abu Dhabi je glavno mesto Emiratov. Mogoče še toliko, samo kot zanimivost, da celotni Emirati so po velikosti za približno 4 Slovenije, imajo pa okoli 11 milijonov prebivalcev. Glavno mesto je Abu Dhabi, največje mesto pa je Dubaj in že samo Dubaj ima nekje okoli 3 milijone prebivalcev. No, ko smo prišli v Abu Dhabi, smo videli tole zanimivost, se otroka nista mogla načuditi, da se avto vozi po vodi. In pa seveda oba mesta, tako Dubaj kot Abu Dhabi, imata čudovite plaže. Veliko plaž, bi lahko rekla kar večina, je brezplačnih. In kaj je zdaj razlika med tistimi, ki so brezplačne, pa tistimi, ki jih je treba plačati, je to, da tisti, ki jih je treba plačati, imajo pač urejene te ležalnike in se to dodatno turistično ponudbo. Ostale pač imajo samo ta beli pesek. Tako da temperatura vode je bila nekje okoli 23 stopinj, tako da glih prijetno za kopati. Smo pa rabili od našega prenočišča pa do Abu Dhabija približno uro pa pol vožnje, tako da je bil tudi en tak lep celodnevni izlet. Tole je bilo še posebej zanimivo za otroke, kopanje z ptiči, Kakšna galebi. pa je bila čistoča vode, takrat, ko ste pač vi kopali, obiskovali te plaže? Ja, čisto. Moram reči, da nisem v Emiratih videla nikjer nobene umazanije, zelo čisto. Oba mesta, Dubaj in Abu Dhabi, pa slovita seveda po teh njihovih
arhitekturnih presežkih, visokih stolpnicah. Nismo ravno ljubitelji velikih mest, ampak ko si že enkrat nekje tako, pač to greš pogledat in moram reči, da nas je to fasciniralo, da smo to tudi videli, te njihove neverjetne zgradbe, te njihove drage hotele. Skratka, je zanimivo za videti. Nikakor ne bi želela tu živeti, to niti približno, ampak kot da enkrat to doživiš, je pa res fenomenalno, ker se ne moreš načuditi, kako imajo v tej državi urejeno infrastrukturo. No, in ker smo pa mi vsi veliki ljubitelji narave, smo ves čas nekako bežali ven, da bi videli čim več zelenja in tako dalje. In neverjetno, mi smo v okolici Abu Dhabi nekje na enem zemljevidu zasledili, da obstaja park mangrov. In to je pa res park, ki je naraven park. To ni umetno, vse, kar je umetno, so noter speljane te urejene pohodne poti. To je bilo v bistvu kot neka posebnost tam, ko je res vse umetno, vse ko iz škatlice, vse točno čisto linije, ceste urejene v nulo, vse tako, ampak tole je pa čisto naravno. Tako da meni je bilo tukaj res tako zelo prijetno, tako kako uro smo si vzeli časa, da smo se tule sprehodili. Lahko bi pa najeli tudi kajake pa se vozili not, ampak smo se odločili, da gremo raje peš po teh pohodnih poteh. Kakšno pa, če na tej točki mogoče izpostaviš, zdaj ste bili, to je že taka druga oaza. Koliko pa je tak oaz, ki ste jih opazili po poti? Verjetno zelo malo, ali pač? Malo, malo, res malo. Tam, ko sem prej omenila, so bile tiste z dateljevimi palmami, kar pač seveda morajo zalivati. Tukaj pa je tako čisto res naravno, drugače pa večinoma je samo ta puščava, pa tu in tam kaj zelenja zelo malo. Večinoma je res bolj kot ne umetno narejeno. Še tista neka jezera, ki smo videli, so tudi kot neki jezi, skratka, večinoma je umetno, ker kar je naravnega, tam je predvsem tale pač puščava. Torej je pol Tule pa je v spet okolici, uvid, pardon, ta uvid v zelenje je pol spet neka paša za oči, no, da se spočijete od vsega peska ali pa stekla in betona, no, ki se ga vidi v ja, mestih, ne. seveda, sploh mi, ko smo zelo veliki ljubitelji narave. V okolici Abu Dhabija smo nekje zasledili, da je obstajal muzej starodobnikov. Ko smo prišli tja, je samo tole še stalo spredaj, ampak je zaprt, žal. Nismo prej vedeli, smo si ga želeli ogledati, ampak žal ne gre. So pa ti kao starodobniki prikazani v nadnaravno velikih oblikah, kot vidite tega tukaj, tako da ne gre zdaj za res prave tiste starine, ampak na bolj tak poseben način. Bi bilo zanimivo videti, ampak žal se tega tukaj ni dalo več. No, in še pa glavna atrakcija v Abu Dhabiju, tole pa je njihova džamija, mošeja. Gre za zelo, zelo veliko zgradbo, eno izmed večjih mošej. In ko greš si tole ogledat, je to seveda brezplačno. Veljajo pa tukaj ena seveda določena pravila, kot že tukaj lahko malo se sklepate, da smo nekako posebno oblečeni. Torej, dolge hlače, seveda obvezno, razen otroci ne rabijo, ne. Ženske pa moramo imeti zakrite lase in dejansko zakrito, skratka tudi ne moramo imeti niti 3/4 hlač. Hlače morajo biti do tal, če pa nimaš pravih oblačil, jih pa lahko kupiš tam. Tako da moja mama in tašča sta si kupili vsaka za 10 evrov te dolge halje do tal, tako da sta zadostili njihovim pogojem. In ko greš not, pri vhodu te pregledajo tako, kot da bi šel na letališču skozi, recimo, taki detajlni pregled je. In potem, ko si tole ogleduješ, greš točno po nekem določenem vrstnem redu, imajo označeno, ne moreš hoditi kar vse povprek, ampak točno imaš označeno, kje lahko greš. Je pa, kot vidite že samo na fotografijah, fenomenalno za pogledati, res, res čudovito. In kaj me sploh preseneča tam, je to, da je toliko stvari brezplačnih in pa kaj še, parkirnin skorajda ni. Mislim, da sploh nismo nikoli ali pa mogoče enkrat smo plačali kje parkirnino, drugače pa so parkirnine bolj kot ne vsepovsod zastonj, cele te garažne hiše v centrih mest, skratka odlično urejeno.
No, tu se dobro vidi, kak je speljana pot, kje se lahko hodi in kje se pač ne sme. Tole vidite zelo velike lestence in nadpovprečno mislim, da celo največji pot na svetu. Kot si prej povedala, da večina stvari izgleda kot iz škatlice, je tukaj res vidno to, kako se Ja. vse odseva, kako je vse čisto, razketajoče, drago urejeno, no, res kot spravljice, no, bi lahko rekli. Ja, res je. Res imajo neverjetno lepo urejeno. Bi lahko rekla, da morda celo preveč urejeno, da te celo malo zmoti, ker je tako vse tipi-topi, vse tako čisto, skoraj preveč. No, ko smo se pa vračali potem nazaj proti Dubaju, proti naši nočitvi, smo pa že nekje zasledili, da obstaja ena zelo posebna, sicer čisto ameriški stil restavracija. Imenuje se Last Exit in to je malce pred Dubajem, na desni strani ob glavni v njihovi vpadnici. Ne da se zgrešiti, če bo kdo tukaj potoval, ker je res dobro označeno. In je tipična ameriška. Prideš sem, imajo te njihove neke starodobnike in različne točke in na vsaki točki pač dobiš drugo vrsto hrane. Predvsem pa so tukaj prevladuje seveda hamburgerji in podobno. Tako da mi smo se pač odločili, kaj bo kdo jedel, in potem se lahko tukaj na sredini usedeš in pač tukaj ješ. Tako da smo si tukaj privoščili hrano, moram res reči, da je bila odlična. Drugače pa smo večinoma tam, ko smo ravno pri hrani, hodili jest v trgovske centre. Zakaj? Zato, ker imajo tam tudi ta zelo podoben ameriškemu stilu, da imaš v eni taki velikem prostoru kot avli, bi lahko rekla pa manjši kot neki središču trgovskega centra recimo, okoli restavracije, ogromno različnih, vseh koncev sveta, na sredini pa imaš stole in okoli mize in ti greš točno tisto, kar bi rad jedel. In če je nekdo hotel jesti ameriško hrano, je šel pač do enega ponudnika, če je nekdo hotel azijsko, je šel do drugega. Jaz sem običajno jedla kar njihovo, ker sem pač želela probati marsikaj njihove hrane, ki predvsem izstopa po drugačnih začimbah, drugače pa različne vrste mesa, zelenjavo, veliko čičerike. In pogosto to je hrana tudi malce pikantna, tako da če kdo nima rad pikantno, je mogoče fajn prej omeniti, da daj pač manj pikantne hrane. No, tako da tole pa še ena fotografija te naše pojedine v tej ameriški restavraciji, preden smo se potem vrnili nazaj v našo nastanitev v okolici Dubaja. Torej ste imeli pač možnost v teh trgovskih centrih tudi izkusiti, uživati v hrani v različnih etnoloških restavracijah, če lahko temu tako rečemo, no. Ja, tako da je bilo včasih zanimivo, ko smo tam jedli, pa je vsak jedel nekaj drugega, nekdo je jedel kitajsko, nekdo je jedel ameriško, nekdo je jedel njihovo, pač vsak je nekaj jedel in potem smo malo pokušali, pač probaš lahko marsikaj drugega še od ostalih. Kaj pa mogoče glede, mislim, lokalne, bližje vzhodne hrane, ste že do takrat kaj poskusili, njihovo kuhinjo, kakšno posebnost, tudi glede pijače in tega, recimo čaj, ne, kava? Kar se tiče pijače, ko marsikdo reče, recimo tam pa težko dobite alkohol, ne. Bom rekla, niti približno ni tako, se je pač spet treba malce znajti, ker bom rekla, po večerih smo radi tam posedeli na našem vrtu ob hiši in spili kakšno hladno pivo. Zdaj, če greš v restavracijo ali pa kakršenkoli bar, seveda alkohola ne dobiš. Če pa se malo znajdeš pa na internetu prebereš, hitro ugotoviš, da obstajajo trgovine, kjer prodajajo samo alkohol. In mi smo seveda te trgovine tudi našli, šli tja pogledati in to je tako, da spredaj ne ugotoviš, da je noter karkoli alkoholnega, ker je običajno so samo vrata, pa mogoče kakšen napis, ampak daleč od tega, da bi oni promovirali, da se tam alkohol prodaja. In ko prideš not v to trgovino, vidiš alkohola toliko, kakor ga pri nas po moje v nobeni trgovini ni, in vseh koncev sveta. Lahko dobiš nemško, češko pivo, skratka vse mogoče vrste, in kaj meni je bilo najbolj zanimivo, da je bilo ceneje kakor pri nas. To mi je bilo nepredstavljivo, da smo mi tam
sicer kupili tudi nekaj njihovih piv, ampak vem, da smo tudi enkrat kupili češko pivo in da je bilo pivo ceneje. Tako da, niti ni tako drago, kot si marsikdo misli, Emirati so pa zelo dragi. Ne, ne, ni. Če greš na trgovino kupit hrano, je cena približno takšna kot tukaj, mogoče ponekod, še kaj dobiš ceneje. Torej alkohol tudi dobiš, ceneje, gorivo je tako, ne vem, 1/3 naše cene. Malo se je treba znajti, pa so Emirati lahko zelo poceni potovanje. Kaj pa glede ostalih stikov z lokalnim prebivalstvom, kako so odprti kot do pač obiskovalcev, ker so seveda Evropejci in Američani in tisti zahodnjaki, ne, bolj ločimo od njih. Kakšna je to odprtost do turistov in vas bila do vas? Ne? Ljudje so zelo odprti za turiste in kogarkoli smo mi kaj vprašali, za kakršnokoli pomoč, vsi so nam svetovali. Je pa tako, da na koncu skorajda ne veš točno, kateri je tisti pristni domačin, ker je tam toliko priseljencev in, težko ugotoviš zdaj, kateri je prav njihov, kateri pa je mogoče iz kakršne okoliške države tam. Ampak prav vsi so bili zelo prijazni, so pa zanimivi, ker so tako verni. In ko je tisti čas molitve, ko se seveda to sliši iz teh džami, te njihove, molitve, oni molijo, tisti pravi verniki, ne glede na to, kje so. In jaz ne bom pozabila tega, ko smo se peljali, po eni avtocesti v Dubaju, ker to so avtoceste vsepovprek najširša, ki smo jo videla, je imela 9 pasov v eno smer. In, ljudje so začeli, tisti neki delavci ob cesti, so dali vse na stran in so začeli moliti in so se začeli klanjati. To je bilo nam tako nepredstavljivo in, zelo zanimivo. Vsi smo jih gledali debelo, kaj oni zdaj pač počnejo, ampak to je normalno. In tudi recimo, kaj je bilo, zanimivo, ko smo avto najemali tam, ko smo urejali to dokumentacijo, je bila v tistem času vmes molitev. In ti ljudje, ki so tam delali, oni so šli vmes molit. Oni so nas tam pustili, saj mislim, ni dolgo trajalo, ampak oni so šli tisto odmolit, tam so se šli klanjat na tiste svoje preproge, ki jih imajo, in potem so se vrnili nazaj k nam in smo vse do konca uredili. To je takšna zanimiva značilnost, ne, Ja, muslimanskih narodov, ne. zelo zanimivo, ja. Torej, slišal sem tudi, da imajo pripomočke na telefonih, ne, ker kjerkoli so, da najdejo, da se usmerijo proti Meki, ne, pri molitvah Ja. in da so v prav smer obrnjeni takrat. Prej si pa omenila tudi te široke avtoceste pa cestno omrežje, ki ga imajo. Kaj pa glede prometnih konic? Res, da je bilo seveda to zdaj v vašem času, ko ste šli, no, v tem pri nas zimskem delu leta. Kako pa je bilo to glede tega? Mi smo malo doživeli tu in tam kako gnečo, samo ni bilo neke, pretirane. V Abu Dabiju sploh ne, v Dubaju pa je nekaj malega bilo, ni pa bilo tako strašno. In seveda, ker smo mi tudi imeli, kot sem rekla, te njihove kartice, smo imeli potem za te primere tudi, sem pogledala, kje je gneča pa kje ni, pa smo tudi ene parkrat, se zaradi tega lahko malo umaknili gneči. Na splošno ni problemov, sem se pa pogovarjala z nekaterimi popotniki, da nekateri potujejo zelo veliko po Emiratih tudi z javnim prevozom. Mi smo se tega seveda tudi malo izogibali že zaradi babice, pa predvsem zaradi tega, ker mi smo zelo radi svobodni, in ko nekje ob cesti nekaj zanimivega vidimo, da se mi tam ustavimo in si to pogledamo. Kako si pa z javnim prevozom, pa še vseeno moraš priti od ene točke A do točke B. Torej, kljub temu, da si prvo predstavljamo, ne, le puščavo, pa da po poti ni nič drugega kot pa pesek, očitno je veliko stvari, zaradi katerih se je vredno ustaviti, ne, ob cestah. Ja, mi sploh, ko imamo zraven, otroke, se že ustavljamo zaradi te kamele, pa one kamele, pa marsikaj vidiš takega, se pač, ustaviš. En bi rad videl to, drugi bi rad videl to. Tako da pri nas je čisto običajno, se pelješ, zdaj pa glej, to je to, dajmo se ustaviti. Se ustavimo, vsi ven poslikati, malo pogledati, pa dalje. To je ta posebnost potovanja z družino. Za zaključek mogoče še vprašanje glede Abu Dabija, no, kaj se ti je zdaj najbolj vtisnilo v spomin, oziroma kaj bi priporočala mogoče še poleg te mošeje za ogled tistim, ki se tja odpravljajo? Ja, mi smo si pač, to ogledali, kar sem, predstavila, ker mi smo si pogledali vse, kaj se pač da kje videti. Je pa res, da je tudi nekaj veliko teh nekih zabaviščnih parkov pa vsega tega in zdaj pač
mi smo skupina 8 potnikov, ki se pač moramo potem drug drugemu prilagoditi. Mi bi šli verjetno v kakšen zabaviščni park pa kaj takega, ampak mi ne moremo peljati tja babico. Moramo pač pogledati tako, da če smo vsi skupaj, da je za nas vse prav. Tako da se vsak malo prilagodi. In zdaj, če bi recimo še kdaj šla recimo v Abu Dhabi, bi mogoče šla res v kaki taki zabaviščni park, jih je veliko, pa tudi verjetno v Dubaju, ampak pač naša skupina pa si je ogledala tako, da je bilo pač za vse okej. Ker seveda, če tako družinsko potuješ, kakor mi potujemo, tu je zelo veliko prilagajanj, ampak nobenemu to ni težko, nobenemu to ni ovira. In pač to pač tako je, mi smo najbolj srečni, če smo skupaj, pa če tudi zaradi tega kako stvar ne gremo pogledat, kot pa če bi bili recimo mi štirje sami. Torej je veliko sprejemanja kompromisov, ampak je na koncu tudi lepše potovanje v takšni bližnji skupini, ne, skupini bližnjih. Ja. S tem smo prispeli do konca prvega dela, prve epizode potovanja po Združenih arabskih emiratih. Upam, da ste vsi uživali z nami in izvedeli marsikaj zanimivega, tudi praktičnega. Več o izkušnjah Mateje in njene družine si lahko preberete v njenem večdelnem prispevku na izbrano temo, ki pa je objavljen v spletnem časopisu Globetrotter, dostopnem na spletni strani Popotniškega združenja Slovenije. Mateja, hvala za deljenje popotniških utrinkov, prav tako se pa zahvaljujemo tudi vsem vam, ki ste nas spremljali. Posnetek te epizode bo objavljen na YouTube kanalu Popotniškega združenja, lahko pa ga boste poslušali tudi v obliki podcasta na podcast aplikacijah in platformah. Lepo se imejte in bon voyage.